Igralne konzole imajo neko posebno, skoraj magično privlačnost, kaj ne? Ampak kaj točno je to? Zdi se, da je v jedru vsega obljuba nečesa, kar v današnjem svetu tehnologije postaja prava redkost. Govorim o takojšnji, preprosti zabavi. Pa poglejmo, kaj se v resnici skriva za to preprostostjo. In ja, tole v bistvu pove vse. Tale citat zadane žebljico na glavico. Ta obljuba, to je bistvo vsega. Ideja, da se odpravi vse, ampak res vse tehnične ovire med igralcem in svetom igre. Brez kakršnih koli nastavitev, brez zapletov, samo čista, nefiltrirana izkušnja. Torej, kako jim to uspeva? Odgovor je popolna laserska osredotočenost. Poglejte, osebni računalniki so na papirju pogosto veliko močnejši, to drži. Ampak veste, kje je največja moč konzole? V tem, da je zgrajena za en in edini namen. Vse, čisto vse je podrejeno igranju. In to nas pripelje do prvega, morda najpomembnejšega razloga za uspeh konzol. Ne gre toliko za surovo moč strojne opreme. O ne, gre za to, kako se ta moč izkoristi. Gre za optimizacijo. Tale primerjava, mislim, da pove vse. Na eni strani imamo svet PC-jev. To je pravi divji zahod, nešteto kombinacij grafičnih kartic, procesorjev, pomninka. Za razvijalce iger je to dobesedno nočna mora. In na drugi strani imamo zaprt, popolnoma enoten sistem konzole. Vsak PlayStation 5 je enak drugemu, vsak Xbox je enak drugemu. In kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da odpadajo vse tiste, saj veste, klasične frustracije PC igričarstva. Nič več obveznih posodobitev gonilnikov tik preden se želi igrati, nič več tistih skrivnostnih padcev FPS-a, ko se sprašujemo, kaj je šlo narobe, in seveda nič več nenadnih napak DirectXa. Konzola vse te vmesne moteče korake enostavno izreže. In končni rezultat vsega tega? Ker razvijalci delajo za eno samo fiksno strojno opremo, lahko iz nje iztisnejo dobesedno vsak atom moči, čisto vsako kapljo zmogljivosti. In točno zato igre na konzolah, kot sta PS5 ali Xbox Series X, izgledajo tako absolutno osupljivo. Zato lahko tekmujejo z računalniki, ki stanejo, bistveno več. No, in ko smo že pri ceni, to nas pripenje do drugega, zelo praktičnega razloga. Gre za ekonomijo. In tukaj konzole resnično zasijajo. Njihova vrednost na dolgi rok je praktično nepremagljiva. Samo pomislimo za trenutek, ena sama naložba. In ta naložba zagotavlja, 7, 8, včasih celo 10 let igranja najnovejših iger, brez ene same nadgradnje strojne opreme. V današnjem svetu tehnologije, ki se spreminja iz minute v minuto, je to nekaj skoraj nezaslišanega. In ne govorimo na pamet, poglejmo konkreten dokaz. PlayStation 4. Izšel je leta 2013, pa še danes, več kot desetletje kasneje, je to še vedno popolnoma relevantna platforma. In veste, kaj je najboljše? Igre zanj so z leti postajale samo še lepše, ker so se razvijalci naučili iz tiste strojne opreme iztisniti še več. Torej, ko pride na trg nova generacija, recimo PlayStation 5, je cena običajno nekje okoli 500 evrov. Za 500 evrov dobimo napravo, ki v tistem trenutku predstavlja sam vrh tehnološke zmogljivosti za igranje. Zdaj pa to postavimo v perspektivo. Če bi želeli sestaviti PC, ki bi ponujal podobno izkušnjo, govorimo o ceni, ki z lahkoto preseže 1000 evrov. Pogosto je razlika več kot dvojna, ogromna je. Ampak kako je to sploh mogoče? Kako lahko prodajajo tako močno strojno opremo tako poceni? No, skrivnost je seveda v poslovnem modelu. Podjetja kot sta Sony in Microsoft svojo strojno opremo pogosto prodajajo z zelo malo dobička, včasih celo z izgubo. Pravi denar namreč ne pride od prodaje konzole same. Zaslužijo kasneje s prodajo iger in seveda z naročniškimi storitvami, kot sta PlayStation Plus ali pa Game Pass. V redu, ampak privlačnost konzol ni samo v številkah, v ceni in zmogljivosti. Daleč od tega. Obstaja še nekaj drugega, nekaj bolj čustvenega, skoraj, kulturnega. Govorim o otipljivi izkušnji, o igralnem ploščku. To ni samo kos plastike z gumbi, sploh ne. To je pravi mali inženirski čudež, ki je ergonomsko zasnovan tako, da postane dobesedno podaljšek roke, da nas potopi v igro na fizičen način. Tale citat, mislim, da pove vse. Ko v igri, kot je Gran Turismo, dobesedno občutimo upor zavor v sprožilcu, to je fizična izkušnja.
To je nekaj, česar tipkovnica in miška enostavno ne moreta ponuditi. Nikoli. Tehnologije, kot so haptične vibracije in prilagodljivi sprožilci v ploščkih, kot je recimo DualSense, te stvari ustvarjajo pravo fizično povezavo z digitalnim svetom. Ne gre več samo za gledanje, gre za čutenje. In potem? Potem je tu še nostalgija, tista skupna kulturna izkušnja. Spomnimo se, vsak izid nove generacije PlayStationa je bil dogodek zase. Ljudje so spali v vrstah pred trgovinami za PlayStation 2. PlayStation 3 so nosili domov kot sveto relikvijo in PlayStation 5 med pandemijo je dosegel skoraj mitološki status, saj je izginjal s polic v nekaj sekundah. To so skupni spomini. To je tisto, kar povezuje cele generacije igralcev. Torej, ko vse te stvari združimo, optimizacijo, ceno, občutek na ploščku in to kulturo, dobimo nekaj resnično posebnega. Dobimo portal v nove svetove. Poglejmo samo nekatere sodobne igre. Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, God of War. To niso več samo igrice. Ne? To so prave interaktivne filmske izkušnje. Svetovi so tako neverjetno podrobni, animacije tako svilnato tekoče, zgodbe pa tako epske, da se meje med igro in filmom popolnoma brišejo. In konzola? Konzola je tisti ključ, ki zagotavlja, da vsa ta čarovnja deluje preprosto brezhibno. In s tem smo pravzaprav prišli nazaj na sam začetek. Vsa ta tehnologija, vsa ta neverjetna moč, vse skupaj služi enemu in edinemu cilju, da se lahko preprosto usedemo na kavč, primemo plošček v roke in se takoj, brez kakršnihkoli ovir, popolnoma potopimo v te neverjetne svetove. In ta citat, mislim, da ne bi mogel bolje povzeti vsega. Konzole res niso samo naprave, so portali. Portali v svetove, ki ne sprašujejo po nastavitvah, ampak samo rečejo, pripravi se, igra se začenja. Niso samo kos elektronike, so obljuba avanture, ki čaka, brez ene same tehnične ovire na poti. In to nas na koncu pusti z enim zelo zanimivim vprašanjem. Ne gre več samo za to, kaj konzole so danes. Gre za to, kako vsaka nova generacija s svojimi tehničnimi inovacijami, pomislimo samo na legendarni Emotion Engine v PlayStationu 2 ali pa na revolucionarni SSD disk v PlayStationu 5, kako vsaka od teh stvari ne le izboljša izkušnjo, ampak dobesedno potisne celotno igriškarsko industrijo naprej, kako na novo definira meje mogočega v svetu iger.